Dobrodošli na današnjem Frodix webinarju. Z nami bo danes naš Miha, ki je pri projektih, ki jih izvajamo v Frodixu, zadolžen za vse tehnične in tudi še kakšno ostalo stvar. Zato je zagotovo tisti, ki lahko največ pove tudi o AB testiranju, kaj to je, prvo kot prvo, in potem zakaj in kaj in kako testirati tisto, kar želimo preizkusiti. Zato mu kar predajam besedo in vam želim veliko novih informacij. Miha, izvoli. Hvala, Jerneja. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Če še enkrat povem, čez kaj bomo šli danes v te slabe pol urce. Pogledali si bomo, ali pa čisto na kratko za začetek, zakaj se AB testira oziroma zakaj se sploh testira kakšne stvari, oziroma kaj to je AB testing, kakšne so dobre prakse za testiranje, kaj ne delati pri tem, ko testirate, pa nekaj orodij za testiranje si bomo pogledali. Če začnem mogoče z enim zakaj sploh odgovarjati na vprašanje, kaj je AB testing. Ne? Ko smo poslali tole vabilo za tale webinar današnji, na našo adremo, na katero pošiljamo ta vabila že verjetno leto in pol, se je zgodilo, da pač smo dobili neko vprašanje nazaj, kaj pa je to AB testing. No, in prve dva slajda sta zdaj malo temu namenjena, pa če začnem takole. Ne. Če se vam kdaj zgodi, da imate problem izbrati, kaj piše na nekem gumbu za call to action, za poziv k nekem dejanju. Ne. A se vam kdaj pri tem, ko pripravljate obrazce ali pa ko z nekom sodelujete, ki pripravlja recimo spletne obrazce, porajajo potem vprašanja, a dodati še eno polje, a spraševati po davčni številki, po podjetju, a v ta obrazec združiti ime pa priimek v eno polje ali jih ločiti narazen. Če se vam pri tem, ko pripravljate nek newsletter, pa neka elektronska sporočila zgodi, da ne veste točno, kaj v zadevo napisati. Meni se to zgodi že, ko ena na ena kakšen mailing pišem, verjetno pri pisanju newslettera, ko pa nekaj tisoč ali pa mogoče celo nekaj 10.000 naslovnikom pošiljate, je pa ta dilema še ponavadi še večja. Ali pa recimo, ko vas več sodeluje v neki skupini, te težave verjetno nimate, da eden sodelavcev reče, ne, jaz sem pa prepričan, da tole pa boljš deluje kot tisti nekaj drugega. In zdaj, v takih situacijah, če se vam kdaj kaj podobnega zgodi, je najboljše, da pač te dileme pretestirate. Ne? In zato je AB testiranje, ali pa mogoče lahko rečemo še širše, ne? Pač testiranje nasploh metoda ugotavljanja pozitivnih učinkov sprememb. Torej, če nekaj spremenite, a ima ta sprememba lahko pozitiven učinek. To bi bil verjeten odgovor na tisto vprašanje, ki smo ga pač dobili kot feedback na vabilo na današnji seminar. In zdaj, kaj vse se pa da testirati sploh? Ne? Testirati se da, to je verjetno ena najbolj pogostih stvari, te pozive k dejanju, torej call to action. In na takem gumbu lahko testirate pač copy tekst, ki se ga na gumb napiše, lahko testirate barvo tega gumba, celo kreativo tega gumba, velikost gumba, karkoli je pač vezano na ta call to action. Testiramo lahko tudi vsebino in ta vsebina je lahko nek naslov, nekega landing pagea, spletne strani, kakorkoli, lahko je one-liner, pač nekaj tisto besedilo, ki opisuje, kaj na tej strani je, lahko je tudi daljša vsebina in segment vsebine. Poleg vsebine se zelo pogosto testira tudi ponudba. Spet pri ponudbi lahko se testira vsebina ponudbe, vsebina v tem smislu, a napišete, imamo ugodnost, ki je v odstotkih, pa imamo ugodnost, ki je v neki valuti, v evrih recimo napisana, pa testirate, kaj boljš deluje. Lahko se testira kreativo take ponudbe, lahko se testira pač vsebino ponudbe, kakorkoli. Testiramo lahko slike in pri slikah je lahko postavitev slike, lahko je pač velikost slike, lahko je spet ena umetniška priprava slike, kjer lepš izgleda.
to, kar sem že malo začel omenjati, obrazce. Zelo pogost primer pač je, da se testira obrazce. Verjetno se vam dogaja še vedno, ne, čeprav je ta dogma že zelo razširjena, da pač krajši, ki je obrazec, boljš bo deloval, ampak se vam zgodi, da pridete na kakšno stran, ki je obrazec tak, da ga noben pri zdravi pameti, ali pa še tisti, ki imajo res veliko časa, niso pripravljeni izpolniti. Ampak vseeno, včasih se sprašujemo, kaj boljš deluje, ne? Ker do ene mere se število polj v obrazcu lahko zmanjša, ampak pa je nekje omejitev, vsaj po enem podatku moraš pa vedno vprašati. Ne? Se pa celo dogaja to, da ni rečeno, da je manj polj boljše, ne? Ker če vi obrazec naredite bolj prijazen s tem, ko ponudite več polj, ki so med sabo odvisna, Fedja večkrat en tak primer izpolni, da pove, da tam, ki je prej delal, ki pač so imeli nek obrazec, mislim, da je imel 4 polja, ampak vsa polja so bila taka, da je bilo treba vnesti podatek, torej na roke napisati. In je ljudem težji, da z glave napišejo, da se spomnijo podatek, kot pa če jim najprej v nekem spustnem meniju predlagaš eno izbiro in potem glede na to izbiro omejeno predlagaš, kaj je v naslednjem spustnem seznamu. V takem primeru lahko konverzija oziroma oddaja takega obrazca tudi boljš deluje in tudi to se da testirati. Ne. Potem recimo določeni elementi, ki se jih na stran dodaja. Ne. Imamo lahko dve ciljni strani, ki sta v osnovi čisto enaki, tudi call to action so enaki, vsebina je enaka, ampak lahko merimo nek dokaz o kredibilnosti, kar je lahko nek certifikat, lahko je neko priznanje in kaj podobnega, dodamo na spletno stran, ali pa neke vrste priporočila, reviewji, ki jih dajo potem stranke. Lahko to vpliva na konverzijo ali ne vpliva, če tak element dodamo. Pogosto se testira postavitev, ampak zdaj postavitev spet kjerkoli od teh elementov, o katerem smo govorili. A call to action postavite na levo stran ali na desno stran, a formo postavite na levo ali na desno, ali zgoraj ali spodaj, pod sliko, na strani, ob sliki in podobno. Torej, pač postavitev po strani, kako lahko vpliva na konverzijo ali pa na učinek take spletne strani. Zdaj, če se od spletnih strani malo preselimo na elektronsko pošto. Pri elektronski pošti najbolj pogosta stvar, ki se jo testira, so subjekti. To je tisto, kar sem na začetku pač omenjal. Ta dilema je velikrat, kjer subjekt bo boljš deloval. Ker če že subjekt slabo napišete ali pa napišete neoptimiziran, rečemo temu, potem je verjetnost že za open rate dosti majhna. In ta testiranje subjektov je ena takih pogostih in enostavnih stvari. 15 minut preden smo tale webinar začeli, mi je sodelavec Vito poslal še en tak zelo lušten, praktičen primer ali pač čist realen primer enega testiranja. Ja ne vem, koliko se na tej sliki dobro vidi, ampak tale gospodič na eni sliki ima brado, na drugi sliki pa nima brade. Ena spletna trgovina je testirala, kako brada na temule modelu vpliva na konverzijo pri ženskih kupcih, torej ženskah, ki kupujejo takele majice. So precej velik vzorec, precej velik čas tudi testirali, tako da so z 98% verjetnostjo ugotovili ali pa zagotovili, da so bile ženske tiste, ki so konverzijo naredile, in recimo njihova ugotovitev je bila, da brada v tem primeru 33% poveča konverzijo. Konverzija je pa nakup bila v tem primeru celo. Ne. Tako da testirate lahko tudi tako zelo majhne spremembe na prvi pogled. No. Zdaj pa, kako se AB testiranja lotimo. Če smo pri spletnih straneh, recimo testiranje ene ciljne spletne strani, in v primeru AB testiranja pripravimo dve ciljni strani. Lahko sta, ali pa še celo najboljše je, da sta si zelo podobni ti dve ciljni strani in nek element na tej strani zamenjate. Lahko je to postavitev levo-desno, lahko je to barva call to action gumba, lahko je to spletni obrazec, ki ima v enem primeru pač 4 polja, v drugem primeru pa 3. In potem na tako ciljno stran svoje obiskovalce usmerite ločeno, torej enega
prvega obiskovalca pač usmerite na verzijo A, drugega obiskovalca na verzijo B in potem to dovolj dolg čas ponavljate, da dobite rezultate, pač želene rezultate oziroma rezultate neke konverzije na eni in drugi verziji te ciljne strani in na podlagi teh rezultatov potem boljšo verzijo izberete kot tisto, ki jo uporabljate dalje. Zdaj, taka testiranja ni nujno, da so samo testiranja dveh verzij, A in B. Lahko testiramo tudi 3 ali pa 4 verzije vzporedno, pa potem tretjega obiskovalca peljemo na verzijo 3, četrtega na verzijo 4 in tako dalje. Pri nas realno, zaradi dosega, ki ga imamo v Sloveniji, je tako testiranje bolj redko pride v poštev v resnici, ne? Ker težko zagotovimo dosti relevanten obseg, ki bi dal potem tudi statistično zanesljive rezultate. Pri testiranju elektronske pošte je pa tako, da pač testiramo lahko ne sam subject, ki sem ga prej omenil, ampak enako testiramo call to action v samem sporočilu, lahko testiramo pošiljatelja, je to oseba, je to neko podjetje kot pošiljatelj, lahko testiramo vsebino, lahko testiramo spet postavitev, kreativo enega takega sporočila, lahko testiramo neko sliko, ki je v takem sporočilu noter, ampak bistveno je, da sporočilo pač pošljemo, recimo, če pripravimo 2 verzije, prvo verzijo pošljemo enem delu naše adreme ali pa teh naslovnikov, verzijo B pa drugem delu, potem pa primerjamo rezultate. Zdaj, pri enem ali pa drugem testiranju je fajn, da ne testiramo preveč stvari naenkrat, ne. V vsakem primeru pa, ko dobimo rezultate verzije A, verzije B, na podlagi primerjave razlike pač izberemo boljšo verzijo in potem ta boljšo verzijo uporabimo za pošiljanje na vse preostale naslovnike iz našega seznama. Dobra praksa pri testiranju je ta, da pač se testiranja lotite čim prej, ne. Ker že danes imate obiskovalce na spletni strani, pa jutri jih boste imeli, pa pojutrišnjem jih boste imeli, pa verjetno prej slej boste spet kakšen newsletter ali pa neko elektronsko sporočilo pošiljali, in če pač tega ne testirate, testiranja ne uvedete, potem vsi te prejemniki sporočil ali pa vsi te obiskovalci spletne strani vam ne dajo nobenih rezultatov, nobene povratne informacije, tako da prej, ko začnete, boljše. Ključno je, da testirate istočasno obe verziji. Kaj to pomeni recimo pri ciljnih straneh? Bi pripomnili, da ne delate tega, da ta teden uporabljate verzijo A ali pa pač prikazujete verzijo A, naslednji teden pa prikazujete verzijo B. Recimo naslednji teden, glih tak fin primer je ponedeljek praznik in sigurno rezultati ta teden pa naslednji teden ne bi bili enaki. Tako da v istem tednu prikazujete obiskovalcem verzijo A in B, ampak pač nek sistem, algoritem mora prikazovati eno obiskovalcu eno, naslednjo obiskovalcu drugo spletno stran ali pa ciljno stran. Ciljna skupina naj bo čim bolj sveža, torej naj bojo obiskovalci neobremenjeni. Kaj zdaj to pomeni? Recimo, praktičen primer bi bil, če imate vi neko spletno stran, mogoče še celo recimo neko spletno storitev, ki je plačljiva, in imate obiskovalce, plačljive obiskovalce, uporabnike te spletne strani in jih navadite, da je nek rdeč gumb nekje na desni strani, in če na teh obiskovalcih testirate, če ta rdeč gumb spremenite v nekaj drugega, bo večina teh vaših obiskovalcev nezadovoljna. Tudi če je bistveno boljši gumb, bo spremembo nezadovoljna zaradi tega, ker so že zelo navajeni na postavitev, obliko, ki je bila prvotno postavljena. Tako da neobremenjeni v tem smislu, da ko neko spremembo ali pa ko neko novo storitev uvedete, takrat probajte to testirati. Ko ste nekoga na nekaj navadili, ne na njem testirati neko spremembo. Testirajte na novih obiskovalcih ali pa novih naročnikih, ki s obstoječim stanjem niso še okuženi, rečemo temu. Upoštevajte rezultate,
Dogaja se malo smešno, mogoče se sliši, ampak dogaja se, da pač dobimo neke rezultate, pa rečemo, se mogoče pa ni tako velika razlika, pa kar pustimo tako, kot je. Če so rezultati statistično zanesljivi, pol jih je treba pač upoštevati. Mislim, koristen je, ker so pol koristi res uporabne. Test izvajate dovolj dolgo. Zdaj, dovolj dolgo ne pomeni samo to, da ga morate pač izvajati en mesec, pa sigurno dovolj dolgo. Dovolj dolgo je zelo relativno. Enih, 10 ali pa mogoče še več let nazaj se spomnim, kako je Amazon testiral spremembo svoje spletne strani, ko so pač popolnili neko tako veliko prenovo delali. Oni so svojo spletno stran zamenjali samo za 1 uro, za vse obiskovalce. In potem vrnili nazaj v prvotno verzijo, pa analizirali, kaj se je v tisti uri dogajalo. Seveda, oni si to lahko privoščijo zaradi tega, ker imajo tako velik doseg in so zbrali spet statistično zanesljive podatke, na podlagi katerih so se lahko odločali. Če imate doseg zelo majhen, pol mora biti ta čas dovolj dolg. Ali pa po drugi strani, recimo pri elektronskih poročilih, čas ni faktor. Faktor je, na koliko veliko skupino naslovnikov pošljete verzijo A in verzijo B, zato da dobite dovolj natančne ali pa zanesljive rezultate. Zdaj, koliko časa tam čakati pri elektronskih poročilih v parih urah, odvisno, katero uro v dnevu pošljete, ampak v parih urah imate ponavadi že statistično zanesljive podatke, v 24 pa 100%, ker se bistveno ne bo več spremenil. Starih mailov skoraj ne odpiramo v resnici. Bodite konsistentni. Če testirate nek call to action oziroma recimo nek gumb, ki ga uporabljate za prenos dokumentov, in ta gumb za prenos nekega specifičnega dokumenta uporabljate na večjih ciljnih straneh ali pa na večjih podstraneh ali kakorkoli, potem ga povsod spremenite. Ker če ga boste samo na enem mestu spremenili, na drugem mestu pa ne, lahko na konverzijo vpliva več faktorjev. In potem se pač odločite, zdaj pa ta sprememba bolj deluje. Samo mogoče ni ta sprememba tista, ki je vplivala na konverzijo, ampak še nekaj drugega. Tako da zamenjate copy kreativa, kakorkoli, call to action, povsod, kjer ga na stranih uporabljate. Isti obiskovalec naj vidi vedno isto verzijo. To vsi te sistemi, ki jih uporabljate, že tako omogočajo. Torej, naj se vam ne dogaja, da enemu, ki se je vrnil spletno stran, enkrat pokažete verzijo A, verzijo B, ker potem se bodo začeli obiskovalci oziroma podatki med sabo mešati, pa pač ne bojo zanesljivi rezultati. Kaj pa je tisto, kar se izogibajte, česa se izogibati pri testiranju? Torej, prehiter zaključek testiranja, prej sem malo več že o tem povedal. Čas ne sme biti prekratek, a bistveno je, da doseg ali pa obseg teh rezultatov, ki jih boste dobili, ni premajhen, da je obdobje konsistentno, to pomeni, da testirate cel teden, ker če testirate ponedeljek, torek, sreda, pa z tega potegnete nek zaključek, vemo, da se v petek, predvsem v soboto pa nedeljo drugače obnašamo, to ni čisto relevanten rezultat. Vzamete vsaj en teden, od srede do srede, od ponedeljka do ponedeljka, ne relevantno, ampak pač neko enotno obdobje. Premajhen vzorec, to bi bili pri e-mailih, pošljete na 50 naslovnikom verzijo A, pa 50 verzijo B, pa potem rečete, super, zdaj pa že imam rezultate. To bo, mogoče celo bojo neki koristni rezultati, ampak bolj po sreči, kot pa po neki statistični zanesljivosti. Testiranje brez določene hipoteze, to bi bilo v primeru, da pač rečemo, ok, zdaj bomo pa nekaj spremenili. Pa ne veste čisto točno, kaj hočete s tem doseči. Hipoteza bi bila, recimo, da predvidevamo, postavimo novo spletno stran, celostna podoba je vsa v rdečem, zdaj pa naredimo call to action gumbe, ki so vsi v rdečem. Zelo lepo zgleda, dizajner zelo zadovoljen, ampak hipoteza bi pa bila, mogoče pa, ker je naša cela spletna stran rdeča, ta gumb premalo izstopa, in če bi ga naredili zelene barve, bi bolj izstopal in bi to pozitivno vplivalo na konverzijo. To je hipoteza. In potem pač probamo verzijo B,
call to action gumbov narediti zelene, mogoče oblikovalec glih ne bo najbolj s tem zadovoljen, ampak to testiramo in potem vidimo, dejansko tisti, ki pridejo na stran z zelenim call to action gumbom, naredijo boljšo konverzijo ali ne. To bi bil primer neke hipoteze. Ne. Testiranje prevelikih sprememb oziroma preveč sprememb naenkrat, torej dve popolnoma različni ciljni strani, ali pa da preveč elementov istočasno testiramo. Ker v tej želji, zdaj bomo pa vse pretestirali, spremenimo call to action gumb, spremenimo koliko pol ima nek obrazec, spremenimo naslovno sliko, one-liner na spletni strani in tako dalje. Ne. In potem rečemo, zdaj pa ta call to action ful boljš deluje, ali pa ful boljše, če imamo še eno polje v obrazcu več. Ne. Težko, ampak skoraj nikdar pol ne bojo to čisto relevantni rezultati, ne. Ker ena sprememba na drugo preveč vpliva. Ne. Torej, testirajte naenkrat call to action, zaključite to testiranje, nadaljujte testiranjem obrazca, zaključite to testiranje in tako dalje. Obupanje po prvem testu. Zdaj, prvi testi pač se lovite ponavadi, zaradi tega, ker malo je treba tehnologijo usvojiti, malo je treba pripravo na testiranje usvojiti, s tem, da kako hipotezo postaviti in tako dalje. Malo je problema pri interpretaciji rezultatov včasih, ne, in potem malo volja lahko pade, tako da ne jo pač obupati. Probajte še kaj drugega, na drug način testirati. Ko boste dobili dobre rezultate, ko boste dobili sploh učinek po teh spremembah, ki jih testiranje prenese, pa bo tudi motivacija več. Zanemarjanje majhne razlike v rezultatih. Zdaj, pri majhnih razlikah je tako, ne, da mi smo recimo enkrat testirali en subject, že kar nekaj časa nazaj, in razlika v subjectu je bila, da smo en subject personalizirali, drugega pa ne. In je bila razlika ogromna, nekajkrat boljši rezultati so bili pri personaliziranem subjectu. Ne. In tam je veselja zelo veliko, pa motivacija za testiranje tudi zelo velika, pa zelo jasna odločitev, kako katerega izmed subjektov uporabljati. Ne. Ko naslednjič testirate ali pa ko naslednjič pošiljate neko elektronsko sporočilo, že veste, pač treba ga je personalizirati. To sploh ni več vprašanje, pa to ni nekaj, kar bi bila lahko hipoteza ali pa kar bi bilo potrebno preverjati. Naslednjič preverjate dolžino in ugotovite, da je krajši subjekt boljši, okej, ampak razlike med dolgim pa kratkim pa niso več tako očitne. Ne. In potem, ko enih par teh testiranj naredite, imate že zelo optimizirane subjekte. In ko so zelo optimizirani, potem v naslednjih testiranjih so tudi razlike zelo majhne. Ampak te zelo majhne razlike še ne pomeni, da pač ni treba več testirati ali pa da jih zanemarite potem pri tem, ko pošiljate sporočilo na ostale naslovnike, pač najbolj optimalno sporočilo na ostale naslovnike. Ne. Tudi majhne razlike potem na velikih obsegih lahko v absolutnih številkah dosti prinesejo. Napačni zaključki. Zdaj, do napačnih zaključkov zakaj pride? Ne? Včasih pride zaradi tega, ker imamo čisto tehnične probleme, sploh ko se še lovite z nekimi novimi orodji, kako jih pointegrirati, ne vem, spletno stranjo in tako dalje. Taki banalni so recimo napačno vstavljena koda za merjenje in podobno. Zdaj, napačni zaključki so lahko tudi zaradi recimo slabo izbranih segmentov. Ne smete recimo primerjati, če pošiljate nek newsletter na dve ciljni skupini. V našem primeru bi bilo tako, da naša ciljna oziroma vi kot naslovniki kot prejemniki naših elektronskih sporočil ste na naša sporočila navajeni. Ne. Zdaj, če bi mi nek mailing poslali na neko adremo, na neko listo, nekim naslovnikom, ki z nami niso bili nikoli v stiku, se bo sigurno drugače obnašali, kot se vi obnašate. In če te dva segmenta med sabo primerjamo, lahko rečemo, ta subjekt je bil ful boljši od ta drugega subjekta. Pa sploh ni res, ne. Vi ste samo na nas navajeni. Pošiljatelj je tisti v tem primeru, ki je bistveno vplival na rezultate enega takega mailinga. Tako da pri tem, kako zbirate ciljno skupino za testiranje, zelo pomembno. No. Recimo ena taka mal banalen primer ali pa kaj pa zelo realen za napačne zaključke bi bilo, da
naredite spletno stran, ciljno stran, ki je nekompatibilna z brskalniki. Zdaj, v Sloveniji bi bil tak primer, da bankam v Sloveniji pošljete neko ciljno stran, ki ni optimizirana za Internet Explorer 8. Jaz poznam par bank, zdaj da ne bom do kakšne krivičen, ampak par bank, kjer imajo pač tak policy, da uporabljajo samo Internet Explorer verzija 8. Nimajo nobenih pravic, da bi si kakšnega koli drugačnega namestili. Sistemsko to interno še niso rešili ali pa nadgradili. In že tako spletno stran, oziroma pač pošljete te obiskovalce na nek tak landing page, nobeden ne bo nič videl, nič ne bo delali. In rezultati ne zaradi neoptimizirane spletne strani ali pa slabega teksta, slabega call to actiona, ampak zaradi tega, ker enostavno ne vidijo dobro te spletne strani, tehnično ne bojo dobri. Prekrivanje AB testov, to je tudi ena taka napaka, ki pripelje do napačnih zaključkov. Tako da, če več testiranj izvajate istočasno, potem se bojo rezultati med sabo prekrivali ali pa izkrivili. Tako da testirajte eno stvar naenkrat na isti ciljni skupini. Potem pa, ko ta test zaključite, na tej isti ciljni skupini testirate lahko še pač nove stvari. Nerazumevanje, kaj je false positives. Primer recimo za to bi bilo, da pošljete na svoje ciljne strani nekaj tisoč, nekaj 10.000 obiskovalcev. In teh nekaj 10.000 obiskovalcev klikne 1000-krat in tako naprej na nek call to action. Ampak potem na koncu konverzijo pogledate in vidite, 33% se jih je konvertiralo na tem obrazcu, 66% pa na drugem obrazcu. V resnici je pa to lahko 2 sta se konvertirana na A obrazcu, 4 pa na B obrazcu. Samo za enega človeka razlika. In vi zelo jasen zaključek tudi potegnete, tudi razlike so bile zelo signifikantne, med 33 pa 66%. Zelo velika razlika, v resnici pa ni tako velika. Tako da je treba rezultate, ki jih dobite, objektivno ali pa dosti natančno pogledati. Pa slaba analitika. Vsaj Google Analytics morate pač imeti na teh straneh, ker si lahko potem tudi z nekimi takimi vzporednimi primerjavami rezultatov enega orodja, ki ga za testiranje uporabljate, primerjate pač še s kakšno drugo analitiko. Pa gremo na orodja. Orodja, jaz sem jih razdelil grobo v dve skupini. Eni so namenske rešitve, recimo namenska orodja za izdelavo ciljnih strani, za izdelavo pač landing pageov. Ta orodja imajo vsa noter tudi to funkcionalnost za testiranje. Da zelo na enostaven način pač določite, toliko in toliko obiskovalcev pošljem na verzijo A, tudi oni zagotovijo, da istega obiskovalca mu zmeri isto verzijo prikazuje, in toliko na verzijo B, ko so rezultati statistično dovolj zanesljivi, potem prikazuje samo boljšo verzijo. Potem to sistem dela sam. Email marketing orodja, pač za pošiljanje e-mailov, ta orodja imajo po večini tudi možnost testiranja vsega tistega, kar smo prej govorili. Marketing automation orodja, to so pa malo bolj celovita orodja, ki ponujajo po navadi te funkcionalnosti za izdelavo ciljnih strani in testiranje, za izdelavo pošiljanje elektronskih sporočil in testiranje, ampak tudi potem širše kampanje, to pomeni, kaj se zgodi potem, ko nekdo dobi e-mail, pride na ciljno stran, kakšni so potem naslednji koraki, ki jih je lahko več, še nekaj naslednjih korakov in se da potem tudi celotno tako kampanjo primerjati eno z drugo. In specialna orodja, to so pa orodja, ki so namenjena izključno testiranju, nobenih drugih funkcionalnosti nimajo, se zintegrirajo s spletno stranjo in omogočajo to, da lahko samo en gumbek na vaši spletni strani recimo menjate, ali pa sliko, ali pa en tekst in tako dalje. Zdaj nekaj primerov teh orodij, pa nočem biti spet do kakšnega krivičenja, jaz sem jih samo par zbral, ki so med najbolj znanimi. Unbounce je orodje za izdelavo ciljnih spletnih strani, zelo enostavno testiranje omogoča, en tak optimalen paket, jaz mislim, da za slovensko uporabo stane nekje 100 evrov. Mailchimp, verjetno najbolj znano orodje za pošiljanje mailov, zelo prijazen način ima zelo prijazen način za testiranje
e-mailov. Stane, zdaj jaz sem te eno ceno napisal, pa kakšen bo rekel, pa se MailChimp je brezplačen. Je brezplačen, ampak če hočete imeti tiste funkcionalnosti za malo resno delo, če nič drugega, to, da ne piše spodaj zelo na veliko, da je poslano iz MailChimpa, pa če imate nekaj tisoč kontaktov, potem stane enih 50 € na mesec. HubSpot je po mojem najbolj znano orodje za marketing automation. Zdaj pač celovito pokriva marketinške kampanje, jih lahko avtomatizirate in tako dalje s takim orodjem. Zelo prijazno za uporabo, malo krivično edino, da cena 160 €, ker v resnici ta paket ima zelo omejene funkcionalnosti. Cene za bolj resno delo se pa začnejo precej višje. Potem pa še Optimizely, to je pa orodje za čisto specifično samo za testiranje raznih elementov na spletni strani. Spremenili so svoj model, cenovni model, zdaj imajo freemium model, to pomeni, da lahko brezplačno začnete uporabljati. Mislim, da večino pri nas v Sloveniji je celo ta paket že dovolj dober, pol naprej pa imajo Get a Quote. Prej, ko so še imeli cenik, je bila cena taka optimalna z vsemi funkcionalnostmi, enih 100 € na mesec. Še na kratko 5 korakov, kako se lotiti testiranja. Najprej, možgansko viharjenje oziroma brainstorming naredite, ali napišete strategijo ali kakorkoli, ampak nekako se morate odločiti, kaj boste testirali, kakšna je hipoteza, potem pa pač postaviti vse tiste pogoje, toliko in toliko časa, toliko in toliko velik doseg, zato da dobite relevantne rezultate. Ko imate to zastavljeno, je treba tehnično vzpostaviti orodja za testiranje, pa cel test z vsemi temi pogoji. Potem morate pač čez določen čas izvajati ta test. Ko je test izveden, pač pregledate rezultate, naredite eno analizo. Včasih to sistem naredi sam, tam, ker je to dovolj jasno. Včasih boste testirali kakšne stvari, ker morate sami malo razmisliti o rezultatih in pač implementirati potem tudi tisto zmagovalno verzijo. Ko ste gotovi, začnete s točko 1 in test ponavljate. Zdaj, še za zaključek, začnite s hipotezo, testirajte en element naenkrat, ne 2, ne 3. Zadosten vzorec, čas, doseg, kakorkoli, pa čim prej začnite, da ne izgubljate teh obstoječih obiskovalcev spletne strani, prejemnikov, sporočil in tako dalje. Med vprašanji pa si lahko tole preberemo. Brian Macy prav, je conversion scientist, pa on prav, ali pa ima takle pogled na testiranje. Tako da, toliko z moje strani. Hvala lepa. Ja, super. Najlepša hvala, Miha. Hvala vsem za udeležbo na današnjem webinarju. Posnetek, kot rečeno, dobite po e-pošti jutri zjutraj predvidoma. Za naslednji teden pa že napovedujem Barbaro, našo novo predavateljico na webinarjih. Govorili pa bomo malo več spet o pisanju, o copywritingu, kako pa sta proces nastajanja pisca, kako to poteka. Želim vam lep preostanek tedna, pa seveda prijeten praznični konec tedna. Adijo.